Dober dan. Evo, 3 vlogi so mimo. V teh 3 vlogih sem predstavil v bistvu večino mojih prehranskih strategij, ki jih bom uporabil zdaj, ko treniram za špartanski tek. Z njimi sem pa potrudil poskrbeti, da bojo moje glikogenske zaloge skozi čim bolj polne, glede na to, da imam 2 treninga na dan in da bojo treningi kar se da optimalni. Zdaj pa mislim, da je caj, da se še malo bolj podrobno osredotočimo v bistvu na treninge, na moj trening plan in na moje strategije, ki bom z treningom izboljšal svoje sposobnosti. Zdaj za špartanski tek, če bi gledal na splošno, je pametno trenirati na neke vzdržljivosti, dolgotrajni, se pravi kot je nek tek, bolj na neki vzdržljivosti v moči, zaradi tega, ker je veliko takih ovir, ko moraš v bistvu med tem, ko si ti že zmatran, nekaj na moč delati, se pravi neko plezanje, neko vlečenje, nekaj takega, pa nasploh na stabilizaciji trupa, kar je pa itak pomembno pri vseh športih. Če ni stabilizacije trupa, je ekonomika gibanja čisto porušena in enostavno izgubljaš preveč energije za brezvezne stvari. Jaz imam najbolj problemov v vzdržljivosti, zaradi tega, ker pač tega nikoli nisem neki ful treniral, skozi sem bil v nekih bolj eksplozivnih športih ali pa športih moči, kot sta na primer ameriški fuzbal ali pa mešane borilne veščine. Rokomet je pa sicer bila neka mešanca, ampak tudi tam nisem bil neki ful na vzdržljivosti, zaradi tega, ker sem bil krilo in sem bolj kot ne šprintal celo tekmo. Ok, zdaj pa prej, da gremo naprej, naj povem, da sta po mojem mnenju maksimalna moč in eksplozivna moč tipa mišičnih kontrakcij, ki sta najbolj pomembna. Pač dejansko sta kralja mišičnih kontrakcij. Če bi naredil tabelo, sta maksimalna moč in eksplozivna moč na vrhu, pol imamo pa vse druge puščice ven, za, ne vem, hipertrofijo, vzdržljivost v moči, agilnost. Se pravi, kralja sta maksimalna moč in eksplozivna moč. Maksimalna moč in eksplozivna moč nam bo tako koristila pri čistih športih. Ni važno, a si maratonc, a si ameriški fuzbaler, a si powerlifter, a si gimnastičar, karkoli delaš oziroma karkoli je neka hotena mišična kontrakcija, sta maksimalna moč in eksplozivna moč glavni stvari. Zdaj pa v nadaljevanju povedal, zakaj je to, zaradi tega, ker se mi zdi, da to ni splošno znano. Ok, zdaj sem čisto na kratko spustil v fiziologijo, pa bom probal čim bolj v easy razložiti tipe mišičnih vlaken, pa kaj je to motorična enota. Poznamo 3 glavne tipe mišičnih vlaken, sicer se delijo še na neke podtipe, ampak načeloma so 3 tipi mišičnih vlaken, ki jih pač poznamo v literaturi. Procent teh 3 tipov je pogojen itak bolj kot ne z genetiko, pa malo tudi z okoljskimi dejavniki, kot je na primer trening, ampak kar bom jaz zdaj omenil, oziroma procent, ki ga bom jaz zdaj omenil, je značilen za večino populacije. Se pravi, tip 1 so najbolj počasna, ampak najbolj vzdržljiva mišična vlakna. Sestavljajo približno 50% vseh mišičnih vlaken v našem telesu in so v bistvu njihova značilnost je to, da lahko ful dolgo se krčijo in raztezajo, se pravi, so za ful dolgotrajen cajt, ampak razvijajo ful mal moči oziroma sile. Če bi si pogledali klasični šport, kjer je glavni tip 1 mišičnih vlaken, je to na primer maraton. Potem imamo pa tip 2, tip 2 se pa načeloma deli na 2, se pravi tip 2a in tip 2b. Tip 2a so neka mešana mišična vlakna, ko so v bistvu malo hitrejša so, ampak še vse ne razvijajo neke ful velike sile oziroma moči. Znajo kuriti glukozo, zato so tudi rahlo glikolitična, sestavljajo pa približno 25% vseh naših mišičnih vlaken. To so na primer mišična vlakna, ki jih uporabljajo bolj kot ne večina ekipnih športov, kot so rokomet, nogomet, karkoli pač ekipni športi, kjer je neka kombinacija vzdržljivosti pa moči skozi med tekmo. Potem imamo pa še tip 2b. Tip 2b so pa najhitrejša mišična vlakna, jih imamo isto 15% približno, razvijajo pa največjo silo, ampak se ful hitro trudijo. Imajo energijo za tam približno 10 do 15 sekund za maksimalno kontrakcijo, kolikor jo lahko naredijo, potem se pa utrudijo in se enostavno izklopijo. Ok, zdaj pa še motorične enote. Kaj sploh motorična enota je, pa kako motorična enota deluje. Tule lahko vidite na sliki v bistvu motorično enoto. Brez motoričnih enot, na primer, mišic mi ne bi mogli aktivirati. Motorične enote so v bistvu med mišico in med možgani in skrbijo, da se kemična energija pretvori v mehansko energijo. Se pravi, impulze možganov za premikanje naših okončin pretvorijo v neko premikanje naših okončin. Na sliki lahko vidite, kako so sestavljene, se pravi iz 3 delov. Imamo nevron, imamo veje nevrona, pa imamo miofibrile. Miofibrile so v bistvu te male pikice, ko so na sliki pokazane in so že v bistvu deli mišičnih vlaken. Zdaj ni nujno, oziroma se nikoli ne zgodi, da bi ena motorična enota bila
zadolžena za eno mišično vlakno. Načeloma je tako, da ena motorična enota skrbi za nek skupek mišičnih vlaken, je pa število teh vlaken odvisno od tipa mišic, ki je naprimer pri srčni mišici je drugačno število motoričnih enot na kvadratni centimeter, kot pa pri skeletnih mišicah. Pa tudi pol se razlikuje pri skeletnih mišicah, naprimer pri kvadru ali pa pri bicepsu ali pa pri deltoidu, je spet različno število motoričnih enot kubičnih na kvadratni centimeter. Se pravi, motorično enoto si lahko predstavljamo kot nekega posrednika med šefom, ki so možgani, in pa med delavcem, ko so mišice. Evo, zdaj, ko znamo osnove fiziologije, lahko gremo pa naprej. Kako sploh pride do aktivacije različnih tipov mišičnih vlaken, pa zakaj bi hoteli aktivirati čim več vlaken naenkrat pri večini aktivnosti? Po mojem si bo to najlažje predstavljati, če opišem skozi skakanje s kolebnico. Ok, zdaj, če si predstavljamo, da gremo skakati s kolebnico. Počasna mišična vlakna bojo vključena itak skoraj skozi pri vsaki aktivnosti, zdaj je pa samo odvisno, koliko moči moramo razviti pri testi aktivnosti, toliko manj počasnih bo vključenih, pa se bo povečevala vključenost hitrih oziroma tipa 2 mišičnih vlaken. Če si predstavljamo, da gremo skakati s kolebnico, pa skačemo, ne vem, 3 minute. Zdaj, zaradi tega, ker aktivnost ni velika, se naprimer po 3 minutah še nekaj ne utrudimo, če smo kolikor toliko spremni, a ne. To pomeni, da so bila večinsko vključena počasna mišična vlakna tipa 1, malo so se itak mogla vključevati pa tudi tipa 2b pa tipa 2a, zaradi tega, ker skoki so še vsem in kolikor toliko intenzivni. Ampak večja je bila vključenost počasnih mišičnih vlaken. Zdaj pa dodajmo obtežilni jopič na sebe, ko ima rečemo 10 kg, se bo kar naenkrat naš čas skakanja iz 3 minut zmanjšal, ne vem, na 2 minuti ali pa minuto pa pol. Zakaj se to zgodi? To se zgodi zaradi tega, ker je bila večja sila, ko smo se mi obtežili, se je zmanjšala vključenost počasnih, dolgotrajno vzdržljivih mišičnih vlaken in se je povečala aktivnost mišičnih vlaken, ki so hitra, se pravi tip 2. In s tem se tudi pač mišična vlakna hitreje utrudijo. No, in zdaj, če na koncu povečamo težo jopiča na tako težo, da bomo lahko naredili samo par skokov, rečemo 5 skokov, bo moglo telo poskrbeti za vključenost skoraj vseh mišičnih vlaken, zaradi tega, ker je sila toliko večja, da drugače pač ne bomo mogli skočiti. In se bojo mogla vključiti in tip 1 in obojni tip 2, se pravi tip 2a pa tip 2b. Zaradi tega, da bo lahko telo premagalo tisto silo, pa bo naredilo skok. Se pravi, zdaj smo videli nek vzorec. Večja teža, ko je, se pravi, večjo silo, ko bo moglo telo premagati, da se nekam premakne, več mišičnih vlaken bo vključenih, zaradi tega, ker se bojo sam z večjo težo vključevala zraven še hitra vlakna, da bojo pomagala počasnim vlaknom pri nekem gibu. Raziskave kažejo, da se največ mišičnih vlaken oziroma motoričnih enot vključi pri 2 tipih treninga. In sicer pri maksimalni moči, to si naprimer lahko predstavljamo powerlifterje, ali pa pri eksplozivni moči, to je pa naprimer olimpijsko dvigovanje. Zdaj, glavna razlika teh 2 športov je, da pri powerliftingu premaknemo ful veliko težo, ampak zato rabimo res veliko truda in pač ponovitev izgleda ful počasna. Pri olimpijskem dvigovanju pa premikamo sicer velike teže, ampak so manjše od powerliftinga, ampak jih breme premaknemo zelo hitro. In tudi zato, da neko težo premaknemo zelo hitro, rabimo vključitev vseh mišičnih vlaken, se pravi, tako hitrih, tako tudi počasnih. Sicer imamo še 2 načina, poleg maksimalne moči in eksplozivne moči, ki sta naprimer pliometrija in pa mišično utrujanje. Zdaj, pri pliometriji je en problem. In sicer, pliometrija je ful težka na mišični sistem, oziroma nevromišični sistem, zaradi tega, ker so sile lahko večkratniki naših sposobnosti, oziroma sposobnosti naših mišic, zato se morajo vključevati zraven še tetive, ki pol shranijo tisto elastično energijo, ko se zgodi pri pliometriji. In sicer to je super, pač dejansko je pliometrija skoraj verjetno najboljša oblika vključitev motoričnih enot, ampak mora biti pametno vpeljana v trening, zaradi tega, ker lahko hitro pride do prekurjenja. Ker pač damo tako obremenitev na naš nevromuskularni sistem, da telo enostavno ne more kompenzirati za regeneracijo, še posebej, če imamo že itak veliko treningov. Se pravi, športniki, ko uporabljajo pliometrijo, imajo res razdeljen trening, tako je treba, če ne lahko hitro pride do poškodbe. No pa še mišično utrujanje. To sicer ni hipertrofija, pri hipertrofiji je premalo ponovitev, oziroma klasična bodybuilding hipertrofija, oziroma bodybuilding metoda, ko je tam 10 do 12 ponovitev, oziroma 8 do 12 ponovitev. Tu govorimo zdaj o mišičnem utrujanju, se pravi, to so res male kile, pa 30 do 60 ponovitev z čim manj pauze. Tam pridemo tudi do neki cca 80% vključenost mišice, ampak še vsem. Rajš imam pol olimpijsko dvigovanje, maksimalno moč ali pa pliometrijo, da se mišica res vključi v celoti. Ok, zdaj pa da pridemo končno do mojega pointa, zakaj bi sploh izvajal maksimalno moč pa eksplozivno moč, da bi izboljšal aerobne sposobnosti, se pravi nek dolgotrajen tek oziroma špartanski tek.
Prva in najpomembnejša stvar je ekonomika gibanja. Se pravi, z povišanjem svojega 1 RM, se pravi, koliko lahko naredimo en dvig, maksimalen naš, ko se to poveča, se izboljša naša ekonomika gibanja. Naprimer, ta raziskava je gledala tekače, ki so dodali v trening povečanje maksimalne moči in ko so zvečali svoj 1 RM, mislim, da za tam 18%, vse bo raziskava od spod v linku, si lahko sami pogledate, se je izboljšal njihov čas na 5 km. Dejansko so dodali samo maksimalno moč, se pravi trening moči, in se je izboljšal njihov čas na 5 km. Ta druga raziskava je pa naprimer gledala biatlonce, kaj se je zgodilo, ko so povečali RM pri njihovem času na biatlonu oziroma na nekem cross-country smučanju. Isto se je izboljšal njihov čas na določeni progi, ki so ga pripisovali predvsem izvečanju moči v njihovih zgornjih ekstremitetah, da so imeli boljši vdriv, in pa spet se je izboljšala ekonomika gibanja. No, pa še zadnja je pa v bistvu gledala, kako se nasplošno aerobne sposobnosti izboljšajo ob povečavi 1 RM-a in so isto ugotovili, da se pač anaerobne sposobnosti izboljšajo. Če bi pač mogel zdaj vse te 3 raziskave, sicer jih je še več, ampak zdaj sem izpostavil te 3, pogledati, zakaj dejansko se je izboljšala ekonomika pač teka oziroma ekonomika poraba energije, so 3 glavne stvari. Ena je generacija večje sile z vsakim odrivom oziroma z vsakim potiskom, če gledamo primer biatloncev. Druga je stabilizacija končin na splošno, se pravi ramenskih sklepov, okolčnega sklepa, kolenskega sklepa, ker pač za stabilizacijo končin porabimo veliko energije. In zdaj, bolj ko so stabilne, se pravi bolj ko so močne, manj bo lahko telo porabilo energije za stabilizacijo oziroma za dodatno stabilizacijo in bo lahko dalo v procese pucanja laktata, preskrbo s kisikom drugih večjih mišic, pa te fore. Potem je pa še zadnja stvar, ko je pa v bistvu tudi ful pomembna, je pa medmišična koordinacija. To pomeni, kako sinhrono dejansko se krčijo določene mišice oziroma določeni deli mišic. In bolj sinhrono, ko se bojo krčile mišice, ko se bo, naprimer, ko bomo rabili, da se meča pokrči, se bo meča pravi čas pokrčila, pa se bo pa pravi čas spustila, zato da se bo lahko kvadr pokrčil, pa bo prenesel silo. In če to deluje optimalno, bo itak manjša poraba energije. In z vsemi temi 3 parametri se bolj izboljša ekonomika kjerkoli aktivnosti. Se pravi, ekonomika pri maratonu bo izboljšala, da boš imel boljši cajt na maraton. Ekonomika pri športih z žogo oziroma ekipnih športih bo izboljšala, da boš lahko večkrat izkoristil tisto eksplozivno moč, zato ker boš imel več shranjene energije. Ok, se pravi, to je to. Pač, moje mnenje je, da je maksimalna moč in eksplozivna moč ena izmed najpomembnejših, oziroma sta 2 izmed najpomembnejših vidikov mišičnih naprezanj in nam bo ta koristila pri vseh športov. Zdaj pa čisto za konec, da še povem, kako jaz v bistvu to izvajam. 2-krat na teden delam olimpijsko dvigovanje in sicer razdelim si, da imam en trening clean, pa drug trening snatch. Se pravi, na enem treningu delam 1,5 ure približno cleana, pa 1,5 ure snatcha na drugem treningu. In s tem poskrbimo v bistvu za maksimalno moč oziroma razvoj maksimalne moči, zaradi tega, ker grem na maksimalno breme, ko ga lahko enkrat dvignem pri olimpijskem dvigu, plus medmišično koordinacijo, pa tudi stabilizacija se itek poveča, zato ker moraš imeti močno stabilizacijo trupa po celi ravnini, če hočeš od teh spraviti, predvsem pri snatchu nad glavo. Maksimalno moč pa izvajam na občutek, isto jo delam 2-krat na teden, grem pa ali 1 RM, se pravi maksimalen en dvig, ali pa grem 3 dvige, koliko lahko dvignem 3-krat skup. Ok, to je pa v bistvu to, pač nobene filozofije ni glede treningov, fora je sam, da moraš res poskrbeti, da je med dvigi pauza, ker se mora telo čist počiti, zaradi tega, ker za aktivacijo mišičnih vlaken oziroma za aktivacijo hitrih mišičnih vlaken moraš biti skoncentriran pa čist počiti. Ko bo kdo izvaja maksimalno moč oziroma olimpijske dvige, ker je tudi tehnika pomembna, bolj bi priporočal, da gre na maksimalno moč, nima tehnike, ker je ista vključitev mišičnih vlaken. Gledajte, da so ponovitve pri maksimalni moči tam od 1 do 3, pri olimpijskih dvigih, pri maksih je pa itak 1 ponovitev, pauza, ko si čist počiti, se pravi 3 do 4 minute, spet naslednja ponovitev, pauza, 3 do 4 minute. Je pa itak odvisno od vsakega posameznika, koliko ima že predispozicije razvite, koliko ima tehniko za olimpijsko dvigovanje, koliko ima tehniko za prave dvige, naprimer deadlift, počep, bench. A ja, v bistvu pa kar izvajam pa sam kompleksne dvige, bolj ko ne, se pravi pri maksimalni moči izvajam sam počep pa deadlift, ne izvajam bencha skoraj nič ne delam, oziroma nič ne delam, pa ga skoraj nikoli nisem. Pri olimpijskih dvigih izvajam pa samo clean pa snatch. Ok, to je bila v bistvu zdaj maksimalna moč, pa zakaj se maksimalno moč najbolj splača delati. Spet sem hotel na hitro povedati, spet mi ni ratalo, naslednjič gremo pa na vzdržljivost v moči, pogremo pa na laktatno vzdržljivost še za zadnji vlog glede treningov.
Hvala lepa za ogled, hvala lepa sponzorjem, glavnemu sponzorju Alfa Gymu, pa vsem mojim sponzorjem Kostule, se pravi Magnezijev olje Esenca, Feng Cha trgovina pa Čajnica čaj. A ja, pa še to moram povedati, po 3 tednih oziroma zdaj je 4. teden treningov se je začel muskel fiber manjšati, tako da se je očitno telo malo navadilo na mojo spremembo iz moči v bolj vzdržljivost v moči, tako da zdaj je malo bolj easy, nisem skozi net, kar je super, tako da tudi magnezij uporabljam malo manj, ko sem ga uporabljal. Ok, hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem vlogu.